Lep dan na valovih Radia Robin, z vami sem Vanja Trkman in znova je čas, da se podamo v eno izmed severnoprimorskih občin. Če smo prejšnji teden gostili tolminskega župana, se danes selimo v sosednjo občino Kanal ob Soči. Dober dan, župan Miha Stegl. Lepo pozdravljeni. Kaj je zaznamovalo preteklo leto, kje se gradi, kje se še bo, o tem bo tekla beseda v nadaljevanju. Za začetek pa se bova vrnila kar v lanski november, ko je tudi območje kanalske občine precej zaznamovala močna ujma, skratka močen naliv, ki je povzročil precejšnjo škodo. Dobra novica, država je obljubila sredstva, kdaj se bo začela sanacija, koliko se nadejate tega denarja? Ja, v bistvu mi smo utrpeli precej škode, samo na javni, torej občinski infrastrukturi je bilo čez 2 milijona evrov, torej z vodotoki in ostali pa še precej več. Mi smo, kar se tiče prav nujnih sanacij, kar smo lahko že izvedli, sedaj pa glede na pogoje za pridobivanje sredstev se pripravljajo investicijsko dokumentacijo DIPE. Na podlagi tega se potem tudi črpajo sredstva. Tukaj je sicer precej dela, imamo seveda precej zahtevnih lokacij, tu predvsem ta podor. Še vedno je zaprta tudi ena izmed cest, ne? Tako, ja, sicer je urejen obvoz. Žal pa je treba pri vseh teh lokacijah izvesti natančno geomehansko študijo in seveda nekako priti do pravih tehničnih rešitev, tako da se zadeve odvijajo. Upamo, da bomo te nujne, za nas prioritetne zadeve nekako v letošnjem letu izvedli ali pa saj začeli izvajati. Tako da recimo za te zahtevnejše projekte, ko gledamo, računamo, da bo bilo pridobljenih vsaj 2 milijona evrov sredstev. Tako da to je precej, žal imamo tudi ogromno kilometrov cest, ne? Tako da se je treba kar znajti, kako časovno in tehnično vse to izvesti, ampak ekipa kar trdo dela. No, sreča v nesreči, vsaj bomo rekli, življenja so bila prizanešena, pa tudi škoda na teh stanovanjskih objektih je bila sicer ampak manjša, tako da bo verjetno res največ dela za sanacijo teh cest. Če se nekoliko ustaviva še pri eni največjih naložb kanalske občine, gre torej za investicijo pri osnovni šoli Kanal. V teh dneh so dela v polnem zamahu, kdaj računate, da se bodo zaključila, kaj boste pridobili? Ja, to je eden gotovo največjih projektov, ki smo se jih investicijskih lotili v tem mandatu. Je tudi časovno zelo zahteven. Imeli smo kar nekaj težav tudi z neeksplodiranimi bombnimi sredstvi, z statičnostjo starega objekta, tako da v bistvu, kar si nadejamo, je v prvi fazi samo dejansko statično rečitev objekta, celotne šole. Pridobili bomo veliko jedilnico, kuhinja bo posodobljena, imeli smo namreč odprto inšpektorsko odločbo, ki je ugotavljala, da kuhinja ni primerna, zato smo tudi začeli z tem projektom, ker smo hoteli dolgoročno urediti zadeve, ne pa samo improvizorično. Mi upamo, da se bo potem organizacija šolske prehrane občutno izboljšala, bo v manj, recimo, rundah bilo izvedeno kosilo in da bodo otroci jedli kvalitetnejšo hrano posledično. Smo pa šli dejansko še nad zidavo, torej v bistvu bosta še 2 popolnoma nova razreda, več kabinetov, tako da bodo učitelji imeli občutno izboljšane pogoje dela in upamo s tem, da bodo to prenesli tudi na naše učence. Sem prepričan, da bodo to izkoristili in da bo temu tako. Kdaj se nadejate, da bodo dela zaključena? Dela tudi v sami pogodbi so bilo vsega začetka zastavljena, tako da se bodo končala poleti, letos poleti, in da bodo vse pridobljeno z uporabnimi dovoljenji za pričetek naslednjega šolskega leta v septembru. No, prejle sem pozabila omeniti, namreč letošnji proračun predvideva dobrih 21,5 milijonov odhodkov. Pred kratkim se opravičujem, ste se razveselili novice, da ste bili uspešni na razpisu za sofinanciranje športnega igrišča Močila. Kaj ta investicija prinaša?
Ja, torej v bistvu v letošnjem proračunu je precej investicij. Ena od celo bolj manjših, ampak na srečo tudi pridobljenih sredstev so ravno igrišče, torej večnamenski prostor v središču vasi Močila. Tam v bistvu bo objekt za skladiščenje, hkrati bo neko športno igrišče, zunanji fitness, skratka z pripadajočimi parkirišči, in menimo, da bo to nekako oživilo življenje v vasi, predvsem pa otrokom omogočila malo več aktivnosti zunaj sob in ne pred računalniki, bom rekel tako. Tudi dela so se že začela, kdaj bodo zaključena? Zaključena naj bi bila poleti. Ja, področje vodooskrbe je pereča tema v občini Kanal ob Soči. Ali so težave s pomanjkanjem vode, ali prihaja do motenj v vodooskrbi. In na to temo bi rada vključila tudi vprašanja poslušalcev, ki so prispela za vas, pa se lepo pokrivajo, bomo kar rekli tako. Župan, kako bi ocenili delo občine na področju oskrbe s pitno vodo in koliko je verjetno, da bo do vasi Lik in okoliških vasi, Kostanjevice, Melinkov, torej Gornjega Nekovega in drugih, pripeljan vodovod oziroma vodni vir Mrzlek? Kako sicer poteka ta projekt, pristavljam še sama? Ja, ob začetku mandata smo bili v zelo težki situaciji glede vodooskrbe. Imeli smo 17 ločenih vodnih virov. Marsikje v bistvu je bilo treba pravzaprav urediti še samo tehnologijo. Imeli smo velike težave na Kambreškem, še na drugih lokacijah, veliko opuščanj. Tako da nismo imeli aparatur, bilo je podhranjen kader za vzdrževanje, tako da v bistvu v tem mandatu sem jaz kar zelo zadovoljen, moram reči, pohvaliti vse na režijskem obratu, da z ukrepitvami, tudi z novo vodjem režijskega obrata Domen Gorjup, da so se uspeli organizirati, da so v bistvu nekako sistematično začeli reševati zadeve na samih vodarnah, tako da v bistvu posebej v preteklem letu je rezultat jasno viden, kako se je zmanjšalo število oziroma ga ni bilo opozoril za prekuhavanje vode. Seveda situacije vedno so in vedno bodo. Je pa dejstvo, da je 17, oziroma zdaj smo že zmanjšali 16 vodnih virov zelo težko vzdrževati, posebej zagotavljati kvaliteto, kar se kaže tudi v zadnjih primerih, kako zelo občutljivi so vodni viri, torej zajemanje teh majhnih virov, če pride do posekov v bližini, lahko vpliva na kvaliteto vode, von vode in podobno. In moram reči, da v bistvu ob vsem tem smo uspeli še dokončati zgraditi navezavo Mrzlek. Dokončali smo Koprivišče, začeli smo z gradnjo vodovoda proti Seniškemu bregu, torej naslednje leto nekako načrtujemo, da bi uspelo mogoče nadaljevati, jaz mislim, da bo, proti Levpi in ostalim krajem. Tako da, če pogledamo stališče investicij, je bilo tega res ogromno. Pa še vprašanje, torej, kako verjetno je, da bo do vasi Lik in okoliških vasi pripeljan vodovod, se pravi vodni vir Mrzlek? Ja, dejstvo je, da največji problem, ki ga dolgoročno vidimo, je temu, da pravzaprav mi nimamo rezervnih vodnih virov. In da vode na vrhu hriba praktično ni, torej vedno ali črpamo iz nekih virov nižje od samih naselij. Tako da strateško gledano bi bilo pomembno, da se občina poveže tako na Zadlaščico iz Tolmina kot Mrzlek, kot dva strateška rezervna vodna vira. In želja je, da bi zmanjšali torej manjše te vodne vire, in resno razmišljamo, da bi v bistvu Mrzlec poteknili tudi na Lik, po možnosti po nekak skupni trasi, še s kakšnim drugim podjetjem, Elektro, Telekom, kakorkoli, tako da bi bila neka sinergija. To bi omogočilo pravzaprav neko stabilno in kvalitetno oskrbo s pitno vodo. Letos ni bila še ne vem kakšna suša, ampak že aprila smo morali dovažati cisterne vode.
Ja, prve opozorila so že bila. Ja. No, poslušalec iz Seniškega brega, ki ste ga prele omenili, sprašuje tudi, kdaj bodo vodovod dobile še preostale vasi na tem območju in dodaja, smo leta 2026, ljudje pa so še vedno brez osnovnih življenjskih pogojev, tako da nima smisla razglabljati o razvoju turizma, kmetijstva in podeželja, če tekoče vode ni. Ja, jaz se strinjam, da tukaj se moramo postaviti prioritete. Mi, torej, izgradnja trenutno poteka do preostalih naselij, torej v prihodnjih letih je pa v bistvu načrtovan še izgradnja drugega kraka, torej proti naselju Levpi. Ja. Seveda, turizem brez nekih osnovnih, kako bi rekel, infrastrukture je zelo težko zasnovati nek smiselen masovni turizem. Se pa moramo tukaj tudi prebivalstvo vprašati, kaj je res naš cilj, kaj želimo doseči s turizmom. O načrtovani obvoznici skozi kanal govorimo že vrsto let, zlasti ob večjih turističnih prireditvah, pa tudi sicer se središče kanala sooča s prometnimi težavami ali pa bom rekla s težkim prometom. Prvi koraki so sicer bili že postorjeni, direkcija je porušila tisto hišo, kot radi rečemo, na ovinku. Kje se sedaj ustavlja? No, pravzaprav takrat se je kar hitelo, verjetno zaradi volitev, da se pokaže, da se nekaj dogaja. Žal pa kaj od tega naprej ni bilo urejeno, zemljiško, tako da v bistvu so v tem mandatu potekali odkupi. Je pa zdaj zadeva šla tudi v razpis, tako da bo dejansko ta vhod v kanal končno urejen. Vemo, da je tudi varnostno problematičen, zato ker je v bistvu tam kar neka ravnina, ljudje nekateri kar z veliko hitrostjo pridejo v kraj. Most je pa zelo ozek, torej v bistvu za pešce je kar nevarna pot, tako da vsekakor si želimo urediti obvoznico. Si pa seveda moramo zavedati, da moramo mi celotno občino primerno prometno urediti, Torej, moramo govoriti tudi, kako rešiti promet skozi naselje Deskle. In te dve zadevi nista nepovezani. Torej, v bistvu odvisno, kje je most, na kateri strani se pride, a je potreben tunel, a je potem to pomeni, da je neka zadeva neizvedljiva, a bomo s tem rešili kraj, ali bomo imeli kraj še zmeraj razrezan na dva dela. Skratka, se tukaj odpira kar nekaj vprašanj, tako da mi si želimo, da bi bile predstavljeno nekaj rešitev in v bistvu glede na objektivno razmišljanje, torej v bistvu argumente za, proti, da nekako zadeve zapeljemo dolgoročno prav, ker obvoznica ne bo za 10-20 let, ampak bo tam 100-200 let. In kraj se bo razvijal, občina se bo razvijala in moramo poskrbeti, da se ne bomo sami sebe zaklali. Tako da zadeva, projekt se nadaljuje, smo si povzeli tudi nek trezen razmislek, da bomo stvari na koncu pravilno za vse občane tudi uredili. Ampak odkup ste torej uspeli, ker bili so tudi nekateri, ki se niso strinjali s prodajo? Ja, to v bistvu pravzaprav ureja direkcija, ne občina, torej nekatere zadeve so še odprte glede lastništev, tako da mi smo veseli, da se sploh projekt odvija naprej. Veseli smo, da se odvija naprej tudi državna cesta kanal Lik. Torej v bistvu bo sanirano znotraj naselja in pa so vzdrževalna dela izven naselja načrtovana oziroma se projektirajo. Tako da tu gre tudi za naložbo direkcije? Tako je, to so vse, kar je povezano z državnimi cestami, je stvar državnega proračuna. Tukaj občina nima vpliva, čeprav nekateri trdijo, da smo se tem sredstvom odrekli. To absolutno ne drži. Še več, mi smo ves čas želeli, spodbujali, zahtevali, da se morajo stvari nujno varnostno urediti na tej državni cesti, tako da so končno po poplavah, ki so bila v Sloveniji, ko so je v bistvu sredstva se razporedila, so se sredstva začela vračati, tako da se bodo zadeve tudi začele odvijati. Občina je pa tukaj vedno zastopala jasno in enotno stališče, da se te sredstva za državne ceste do mejnih prehodov tudi proti Kambreškam morajo izpeljati in da se morajo cesta torej izvesti vzdrževanje in rekonstrukcijska dela.
Prele ste ravno omenili Deskle, vemo, da se tudi tu prebivalci želijo manj prometne obremenjenosti skozi kraj. Pripravili ste tudi občinsko prometno strategijo, mislim, da potrjeno v lanskem letu, pa celostna regijska strategija se pripravlja. Katere ukrepe bi si želeli na podlagi teh strategij izpeljati čim prej? Ja, želeli si bi neke ceste, ki bi lahko ta promet preusmerila izven naselja. Mi imamo, torej trenutno gre glavna cesta v neposredni bližini osnovne šole in vrtca. To seveda pomeni znatno varnostno tveganje. Tako da v bistvu imeli smo pripravljene neke načrte, torej vse od omejitve do postavitve radarjev in podobno. To bomo seveda zvedli z širšim odobravanjem lokalnih prebivalcev. Dejstvo je, da pa je to državna cesta in je težko v bistvu spustiti omejitev. Ampak jaz mislim, da so na prvem mestu varnost otrok in prebivalcev. Gre za zelo težke tovornjake in ni nobenemu interesu, da bi se zgodila tam nesreča. Tako da to je visoko na prioritetni lestvici. Pa vendar radar bi bil verjetno najbolj hitra, tista prva rešitev? Je pa točkovna, ne. To je problem, zato ker je v bistvu sama državna cesta pravzaprav poteka po celi dolžini Deskel in je tudi več prehodov. Radarji pa le točkovno uspejo zamejiti hitrost. Vem nekako, da bo se moral spremeniti tudi ta otok vstopni pa vhodni, torej na samem cestišču. Dejstvo pa je, da v prvi vrsti moramo biti enotni in bomo kaj dosegli tudi na direkciji in od države. Je pa to v bistvu kar velik projekt, kako v bistvu to cesto spraviti izven naselja. Kar nekaj privlačnih turističnih točk ponuja občina Kanal ob Soči, ki jo v ospredje postavljamo danes. Župan Miha Stegelj, če se najprej dotakneva prav Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport. Na občinskih sejah je bilo namreč v letošnjem letu zaslediti kar nekaj pripomb na to temo. Pa vas bom kar tako izvala, ali direktorica zavoda še vedno uživa vaše zaupanje? Kar direktno vprašanje. Ne. Zdaj, jaz sem povedal... Kako naprej? Ja. Jaz kot župan in kot občinski svet zdaj neposredne kontrole oziroma navodil ne moramo dajati sami direktorci, zato je odgovoren zavod, torej svet zavoda. Torej v bistvu, kaj so oni odločali, v kateri smeri vidijo, da se bodo razvijali, je to stvar njih. Mi smo jih želeli večkrat upozoriti. Na zadnji seji smo jim jasno nekako nakazali, da morajo prije z nekim načrtom, z idejo, kaj je namen zavoda. Jaz tukaj mislim, da smo predvsem odgovorni do prebivalcev, da pač racionalno uporabljamo proračunska sredstva in tukaj se lahko vprašamo, če bi mi samo polovico teh sredstev, ki smo jih namenjali, torej več kot 600 000 v 3 letih, dali za namestitve, torej povečanje namestitev kot razpise, ali bi bil učinek večji? Jaz mislim, da ja. Lahko bi rekli, ali če bi subvencionirali storitve, bi bil učinek večji. Bi bil. Torej, tukaj se moramo pravzaprav kot cela občina vprašati, kaj pričakujemo, kaj želimo, ker v bistvu, če bomo mi samo plačevali turistom, da se bodo imeli fino pri nas, s tem zgubljamo denar, s tem v bistvu povečamo obremenitve javne infrastrukture in pravzaprav od tega kot kraj ničesar nimamo. In tukaj je treba imeti neko širšo debato. No, mogoče še ena informacija za poslušalce. Zataknilo se je pravzaprav pri sprejemanju finančnega poročila zavoda. Takrat se pojavile tudi številne kritike med svetniki glede delovanja zavoda. Se pravi, če lahko rečemo, ali pa če vključim tukaj vprašanje tudi poslušalca, pravi, da TIC bi lahko bil odprt tudi ob koncih tedna, zlasti ob sobotah, ko je v središču kanala precej obiskovalcev in glede na to, da si občina želi pospešiti turizem in pripravlja tudi razpis za sobodajalce, bi bilo to smiselno, torej je v načrtu? Mislim, da je to retorično vprašanje. Seveda bi bilo smiselno, zakaj to ni odgovornost direktorice. Mi smo v bistvu na nesprejemljiv finančni načrt, ki so ga predstavili, ki je bil popolnoma po našem mnenju zgrešen oziroma imel velike luknje, smo ta sredstva zmanjšali
in smo jasno povedali, ko pride smiselen načrt, ga bomo podprli in sredstva bodo. Rezultat pa je, da v bistvu si je zagotovila samo službo, torej plačano mesto direktorice in pa še ene osebe. Torej, v bistvu mi moramo imeti zavod za turizem, ki je tam za turiste in prebivalce. In seveda to pomeni tudi biti dostopen v najbolj obiskanih urah in dnevih. No, sicer pa, glede na to, da tudi direktorica ni tu, da bi povedala svojo plat, razveseljivo je, da število obiskovalcev v občini narašča, prenočitvenih zmogljivosti pa ostaja premalo in če v povezavi s tem recimo vprašam, glede na to, da ste nedavno odkupili nekdanje gostišče Križnič v središču kanala, so morda načrti za ta objekt tudi v turistični smeri? O čem še razmišljate? Mi vsekakor želimo ta objekt vitalizirati. Smo se tudi prijavili na razpis, žal neuspešno. Načrtujemo se prijavljati še na podobne razpise. Trenutno bomo to območje uvrstili nekako med degradirano območje, torej tudi včasih tako imenovano kinodvorano, in bi želeli seveda imeti tukaj turistične namestitve. V prvi vrsti imeli neko gostilno, gostišče, restauracijo, vendar vse to pač zahteva jasne načrte. Žal imamo z nekaterimi sosedi malce težav glede različnih soglasij in tega. Žal je pa ni bilo druge opcije, kakor da občina vstopi v to zgodbo. Ali obstajajo konkretni načrti ali ukrepi za zadrževanje mladih, predvsem na področju dostopnih stanovanj, zemljišč ali drugih oblik podpore in kaj lahko mladi v prihodnjih letih realno pričakujemo? Morda naselje Kršan pri Morskem, o katerem je bilo govora pred nekaj leti. Župan Miha Stegl, tako je pisala poslušalka za vas. Kaj torej lahko odgovorite na več zahtevnih vprašanj? V prvi vrsti imamo zelo perečo tematiko pravzaprav zazidljivih zemljišč, ki je bila primerna za namestitve. Eden od takih projektov je tudi ob vasi Morske, tako da vse je zelo povezano z občinskimi prostorskimi načrti, torej nam se je nažalost to malo zavleklo zaradi poplav, ki so se zaostrile pogoji, torej nažalost po nekem splošnem modelu je večina občine bila plazovita, torej tudi na ravnini, tako da smo morali potem izvesti bolj natančne študije dodatne študije za vsako lokacijo posebej, tako da zdaj smo s temi zadevami zaključili. Mi pričakujemo, da bomo ta občinski prostorski načrt sprejeli do konca tega mandata. To bo pomenilo, da bo kar nekaj teh vlog rešenih, med drugim bo tudi na tem področju pri Morskem nekaj kmetijskih zemljišč spremenjeno v zazidalne, so pa ta površine v privatni lasti, tako da bo to potem naprej odvisno od samih lastnikov, torej nekaj podobnih lokacij je še. Mi vemo, da nekaj zemljišč, torej zazidljivih zemljišč, ostaja v privatnih lasti, torej zakaj ta zemljišča ne pridajo na tržišče, je mogoče neka tema, ki bi jo mogoče mogla občina nasloviti v smislu nekih srečanj med potencialnimi zainteresiranimi in pa lastniki teh zemljišč. Spodbude. Tako je, zdaj v bistvu država sili v to, da bi morala, da bi se nadomestilo za stavbno zemljišče tudi za nezazidljiva parcele. Upamo, da ne bo treba po teh hujših ukrepih posežt. Mi si pa poleg tega zavzemamo, da bi čim bolj izboljšali tudi kvaliteto šolskega okoliša, varnih poti v šole. Želimo si izboljšati promet, torej zmanjšati, kako bi rekel, zastoje, tako da v bistvu smo tudi v pogovorih z večjimi podjetji, kako to mogoče preusmeriti kakšen del na železnice in tako da. Kaj pa recimo prav spodbude za mlade, recimo v smislu subvencionirane obrestne mere? Ja, zdaj v bistvu imamo v načrtu prodajo nekaj občinskih stanovanj, ker zdaj pač iščemo pravno formulacijo, da bi pravzaprav mlade družine imele neko prednost.
Vsekakor si pa želimo, da bi imeli neko smiselno shemo, tako rekoč, ki bi to širše podpirala. Je pa zdaj v načrtu države, kakor sem razumel, nekaj podobnega, tako da bomo videli, kateri del bo lahko pokrila država, katera del občina. No, veliko pomeni tudi infrastruktura, ki ste jo že omenjali, pa recimo na področju optične infrastrukture že poteka nekaj? Glede optične infrastrukture, zdaj smo uspeli do veličino naselij pripeljati optiko. Sedaj urejamo tudi optiko za naselje Ajba in ter še nekaj naselij, ki je izostalo iz prejšnje runde. Upamo, da se bodo zadeve začele kar hitro odvijati, tako za Ajbo smo pa posebej dali tudi še v proračun sredstva. Ja, sicer pa vse občine, tako bom rekla tudi na Severnem Primorskem, z izjemo mestnih središč, se soočajo s tem upadom storitev bančnih. Pošta ostaja sicer v kanalu, pa vendar bankomat je tu, trgovina tudi še. Kako se s tem, bom rekla, s to težavo soočate? Žal trgovine morajo v bistvu imeti nek dobiček. Tukaj smo zelo soodgovorni sami občani, ki kupujemo. Na srečo Mercator nima načrtov, da bi zapiral v naši občini, tudi kolikor mi je znano trgovina Fama. Zelo smo veseli, da imamo Kazej pa mesnico v gasilskem domu v kanalu, tako da nekaj teh trgovinic se je uspelo obdržati in upam, da bo kvečem kakšna prišla nazaj. Je pa seveda na naš občanih, da vsako zadevo spodbudimo in se pač tudi malo namensko ustavimo v teh trgovinah. Kanalski župan Miha Stegelj, ob predpreteklem, pravzaprav konec predpreteklega leta, smo vas nazadnje gostili v našem studiu in takrat ste se ravno vrnili iz podpisa pogodbe o sodelovanju oziroma o donaciji s podjetjem Alpacem Cement. Kako se je izteklo to sodelovanje oziroma še poteka? Ste zadovoljni, se pravi pod črto se nadaljuje? Ja, v bistvu, kar se tiče same donacije, občina izvaja projekte. Uspeli smo v tem času za nekatere od projektov dobiti dodatno sofinanciranje države, tako da v bistvu samo sodelovanje z podjetjem je korektno. Torej jaz sem vesel, da pravzaprav dobro sodelujemo, da imamo posluh pri teh projektih drug za drugega. Tudi me veseli, da smo tudi na ostalih področjih uspeli doseči nek nivo komunikacije, tako da v bistvu res naslavljamo težje probleme. Tako da po črto jaz sem zadovoljen, jaz mislim, da tudi prebivalci prepoznajo. Malo manj sem zadovoljen glede samih doseženih korakov. Tako da v bistvu eno so zadeve pri urejanju razmer, mislim, da bi si vsi želeli hitreje zadeve peljati, to je stvar birokracije. Druga je pa izvedba projektov, ko včasih se že spet zaplete pri birokraciji, ampak recimo vsaj za ta velik projekt za prizidek se bo končal v skladu z pričakovanji. Uspeli smo tudi z šolskim igriščem v Desklah, tako da vse stvari premikajo. V pogovoru smo tudi glede zelenega pasu v Anhovem. Jaz bom rekel, da zaenkrat smo na pravi poti. Za konec bi morda samo še strnili, katere so tiste večje naložbe, ki bi jih izpostavili v prihodnje, česa se veselite, katereg projekt še posebej nestrpno pričakujete? Ja, jaz sem vesel, da smo uspeli umestiti nekatere projekte, ki se zelo, zelo dolgo časa prestavljajo. To je začetek izgradnje kanalizacije v Ročinju in pa na Ligu. Jaz sem vesel, da se načrtuje neka sočasnost, torej to pomeni racionalno rabo sredstev. Seveda se želimo tudi izgradnje vodovoda proti Levpi, ureditve vhoda v kanal, tako da je kar nekaj projektov, ki se bodo začeli oziroma končali v letošnjem letu in me veseli, da smo jih vsi podprli z proračunom. Želja je veliko, denarja žal vedno primanjkuje. Župan, hvala za vaš obisk v našem studiu in srečno, uspešno naprej. Hvala vam.
Hvala pa tudi vam, spoštovani in spoštovane, da ste bili z nami in pridružite se nam tudi prihodnji ponedeljek v oddaji Dober dan, župan. Za danes pa lep dan. Dober dan, župan.